Vesela sem, kadar se lahko pogovarjamo o trajnostnem razvoju, kajti to je področje, ki je nenehno razburkano z številnimi izzivi in nikoli ni enih samih pravih odgovorov, ampak vedno skupaj iščemo boljše rešitve. In ravno tu, ko se vsi skupaj spodbujamo k novostim, k temu, kar odkrije eden ali drugi in se kaže kot dobro, ali po drugi strani, če se učimo na lastnih napakah in na napakah drugega, in nam je vsem potem veliko lažje, da iščemo izhode, ki se morda danes še ne zdijo vidni. Torej, ko govorimo o upravljanju z odpadki, kot del strategije trajnostnega razvoja in poročanja, je to izjemno široko področje, kajti vsi se zavedamo, da brez ravnanja z materiali in odpadki se trajnostnega razvoja v sodobni družbi pravzaprav ne moremo iti. Torej, zakaj? Pogosto podjetja vprašajo, zakaj bi se to šli, zlasti tisti, ki so relativno novi na tej poti. Razlogov je veliko in te so zelo močni. Samo na hitro bom naštela nekatere. Skladno zakonodaje vemo, da tako z vidika Evropske unije, kakor tudi Slovenije, se ta letvica zakonodajnih zahtev vedno viša. Gre za vprašanje konkurenčnosti na trgu, torej vse več kupcev, dobaviteljev po vrednosti verigi gor ali dol je senzitivno na to vprašanje, miri in hkrati želi tudi od svojih partnerjev, da se zavezuje k enakim ciljem. Gre za upravljanje s tveganji, to je eno izmed področij, ki se je tudi v zadnjih letih izkazalo kot zelo občutljivo. Samo če navedem en sam primer, ko se meje zaprejo, ko smo navajeni teh odprtih meja, vemo, kaj se lahko zgodi z določenimi frakcijami odpadkov in kako lahko celotne branže ali sistemi doživijo pravi šok. Seveda, to je en iz zelo pomembnih vprašanj optimizacije poslovanja, zlasti sedaj v okviru te razprave, pripravljeni na 55. Vemo, da je tudi področje ravnanja z odpadki vse bolj povezano tudi z področjem razogljičenja in da tudi materiali in posledično tudi odpadki bodo predmet ogljične cene. Torej, se bomo spraševali, kako minimizirati odpadke oziroma jim ohranjati vrednost čim dlje, tudi zaradi čisto cenovnih ciljev. In seveda lahko je nazadnje, lahko je na prvem mestu tudi to, da imamo vsi moralno obveznost, da kar vzamemo iz planetu, da mu vrnemo v čim bolj originalni obliki, čim manj škodljivo, in to je moralna odgovornost vseh nas. Ko pogledamo te trajnostne cilje, torej ravnanje z odpadki v kontekstu trajnostnega razvoja, če pogledamo torej to globalno dimenzijo, je to področje, ki ima cilje z več različnih zornih kotov. Tu sem navedla samo recimo 6 najbolj takih vidnih ciljev, ki so definirani v okviru 17 ciljev Organizacije združenih narodov do leta 2030, kjer bi se naj človeštvo približalo temu odgovornemu upravljanju z trajnostnim razvojem za dobro vseh nas in planeta. Gre torej za industrijo, inovacijo, infrastrukturo povezano z materiali, razvojem materialov od njihove bazične proizvodnje, seveda potem tudi do statusa, ko pridobi status odpadkov. Potem vemo, da sledimo trajnostnim mestom in skupnostmi in ravno ta del komunalnih in drugih odpadkov je tudi del upravljanja trajnostnih mest. Cilj 12 je izredno močen s področja trajnostnega razvoja, se pravi, gre za odgovorno porabo in proizvodnjo, kjer se vse pretehtava z vidika ohranjanja vrednosti čim dlje in čim manj zavržt. Ta cilj številka 13 je ravno zdaj v luči teh podnebnih sprememb v vse večji korelaciji z odpadki, kajti tudi odpadki imajo svojo ogljično vrednost in ravno ta korelacija se vse bolj vzpostavlja. Vemo pa, da je sodobna civilizacija za svojimi odpadki invazivna in posega tudi v življenje v vodi in življenje v kopnem. Toda to so vsi ti cilji, ki jih dosegamo s tem,
ko vse bolj strateško in premišljeno ravnamo z našimi materiali in odpadki. Torej, vedno se spomnimo, da če začnemo upravljati z odpadki, smo že prepozni, se pravi, kadar začnemo upravljati z odpadki takrat, ko smo že v uporabi in potem pri koncu življenja, pomeni, da ne upravljamo s celotnim krogom in da takrat, čisto pred koncem, lahko seveda nekaj naredimo, ne pa toliko, kot bi lahko, če bi začeli o tem razmišljati pri virih samih, pridelavi, proizvodnji, distribuciji in tako naprej. Torej, to je ta krog, ki nas nenehno spodbuja, da premikamo te upravljavske točke v podjetjih, ki marsikdo še vedno zaradi velikosti in kompleksnosti področja ima segmentirano upravljanje in da je en sektor nabava, ki je pogosto popolnoma ločen od tistega dela podjetja, ki se pa potem ukvarja z upravljanjem z odpadki. Vemo, da ta pristop ne daje pravih rezultatov in da je tudi organizacijski sistem in sistem pristopa k strateškemu upravljanju je takšen, da zahteva celovit krog in tudi takšno organizacijo v podjetjih in drugih organizacijah, ki omogoča sklenjen krog upravljanja. Torej, ta sklenjen krog nam pomeni tudi zapiranje krožnih zank in če o tem govorimo že kar dolgo število let in to je tudi v bistvu en tak bazični model Evropske unije, se tu uvajajo tudi številni novi pristopi, torej ne govorimo samo potem o tem recikliranju, kar je bilo dolgo časa, se pravi, ne odvržemo, ampak recikliramo, ampak se pred fazo recikliranja pri upravljanju snovnih, materialnih in energetskih zank uvajajo tudi številni novi modeli, kako ohranjamo vrednost materiala, kako podaljšujemo življenjsko dobo izdelkov, kako popravljamo, ponovno uporabljamo, šele potem se poslužujemo določenih drugih modelov. Vsi poznamo vse te nove pristope krožne ekonomije in vsake toliko časa je potrebno v luči teh novih pristopov in modelov pogledati, kako jih lahko vključimo tudi v lastno upravljanje. Kar bi pa rada danes poudarila tudi v luči teh novih razprav od julija letos, ko je vroča tema v vseh državah članicah in verjamem tudi pri razpravah v vseh teh naših podjetjih, je, kako doseči cilj do leta 2030, zmanjšanje emisij -55, kako potem do leta 2050 se le približati temu cilju neto nič ogljičnega gospodarstva. To pa pomeni, da se ta ogljična ekonomija ne more več razumeti separatno od krožne ekonomije, zato se ta dva sistema sedaj poskušata vedno bolj prepletati, torej govorimo o krožni ogljični ekonomiji in da v bistvu te klasični pristopi krožnega gospodarstva, ki ga že kar malo obvladujemo, vsaj v teoriji, če v praksi malo manj, pomeni, da k temu zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj, odstrani. Na vsakem izmed teh korakov dodajamo tudi ogljično vrednost posameznega materiala, ko je še v uporabi, in potem materiala, ki je odpadek. Tako da to je nek nov izziv, ki je pred vsemi nami, kajti vemo, v tem zelo ambicioznem paketu, ki je pred nami, vsaka materija in vse, kar prihaja na trg, dobiva svojo ogljično ceno, ne samo vrednost v naravi, koliko ogljičnega odtisa potem sprošča, ampak tudi konkretno ceno v evrih. Torej, ko govorimo o tem prehodu v krožno ogljično gospodarstvo, torej ne govorimo več samo o sistemskem pristopu k trajnostni proizvodnji in potrošnji, pa vsi vemo, da v praksi je to še kar precejšen izziv, ampak je torej izziv še večji, kako ta sistemski pristop vključiti tudi blaženje podnebnih sprememb in vrednotenja vseh možnosti, ki so nam tu dane,
vključno zmanjšanje ogljičnega odtisa, kakor tudi absorpcije z raznimi oblikami ponorov. Potem, ko govorimo o obsegu, krožno gospodarstvo poudarja vire in materialne tokove. To krožno ogljično gospodarstvo seveda želi inkorporirati tudi pretoke energije in ogljika, kar je seveda dodaten izziv. In pa cilje, ki jih zasledujemo, seveda zasledujemo zmanjšanje porabe virov in odstranjevanje odpadkov, ampak hkrati želimo tudi uravnavati emisije toplogrednih plinov, seveda vključno z CO2, ki je en tak bazični merilec. Torej, bolj kot kadarkoli prihaja v ospredje, torej v bistvu ta design thinking, načela krožnega oblikovanja, kjer se pač začne torej z optimiziranjem materialov in njihove strukture. Pogovarjamo se o tem, kako povečati vzdržljivost materialov, kako jih lahko obnavljamo, kako potem povečevati vso to vzdržljivost, nizkoogljičnost in visoko materialno vrednost v celotni dobaviteljski verigi. Hkrati je pa ta design thinking pri nas nenehno ta, ki nam odpira polja novega načina razmišljanja, kako pri sebi samih in seveda v naši vrednostni verigi najti boljši način, kako ohranjati višjo vrednost materiala z čim nižjim ogljičnim odtisom in seveda na ta način tudi tržno zmagovati zaščitno blagovne znamke izdelkov in storitev. Torej, vprašamo se pri vseh teh izzivih, kako ambiciozni smo, to je ta naš strateški pristop, ali naše podjetje, organizacija, institucija, iz katere prihajamo, sledi samo higienskemu pristopu, to pomeni samo zakonodajnim zahtevam in vedno vemo, da tudi v prihodnjih 2 letih se bodo te ambiciozno dvignile, zato predlagam, da vsi natančno pogledamo, kaj je na mizi v tem paketu pripravljeni na 55, ki ti odpira popolnoma nova področja segmentov industrije, ki niso bili do sedaj prvi v tarči pri doseganju novih ogljičnih ciljev, zdaj so pa pravzaprav kar vse industrije te, ki bodo tako ali drugače plačale višjo ceno ravnanja z snovmi in tudi z ravnanji, kajti vse ima svojo energijsko in tudi ogljično vrednost. Ali imamo morda v našem strateškem pristopu neke višje ambicije, govorimo o tako imenovani srednji stopnji ambicioznosti, ali pa je trajnostni razvoj tista vrednost, ki ji dopuščamo, da preoblikuje in preobrazi vse faze naših poslovnih modelov, strateških ciljev in načinov našega razmišljanja. Če na hitro pogledamo, ker smo časovno omejeni, en ta klasični model trajnostnega razvoja v podjetju, lahko rečemo, da je to trajnostni model ali ESG model, skratka, kakorkoli definirate v vašem podjetju, so te 3 osnovni gradniki, ekonomski del ali v smislu ESG-ja je upravljavski model, potem imamo okoljski, environmental, družbeni, social. Po klasičnem pristopu, ki zagotovo tudi ta ni čisto enostaven in za marsikoga so že to veliki izzivi, kako to vse pomiriti in strukturirati, ampak hkrati govorimo v tej višji dodani vrednosti, kako ustvarjamo trajnostne vrednosti s prepletanjem 3 stebrov, torej v podjetju niso več ločeni po segmentih, ampak iščemo trajnostne vrednosti s prepletanjem in v našem kontekstu krožno gospodarstvo, upravljanje z materiali in odpadki ni več samo okoljski vidik našega upravljanja, ampak postaja tudi ekonomski, se pravi, imamo konkretne kazalnike merjenja, kako učinkoviti smo snovno in ogljično z vidika ekonomskih kazalnikov, kako smo seveda z vidika okoljskih kazalnikov in tudi družbenih kazalnikov, kajti nemogoče je doseči, kot vsi sami vemo, brez preobrazbe načina razmišljanja, tako naših zaposlenih, interne klime, kakor tudi naših partnerjev po vrednostni verigi navzdol, dobavitelji, kakor tudi navzgor, kupci in širša javnost. Torej, ko govorimo o tem celostnem upravljanju z odpadki in viri, govorimo o prepletanju in grajenju trajnostne vrednosti na vseh teh področjih. Sedaj se že nagibamo proti koncu tega našega
našega kratkega druženja v tem mojem segmentu, je pa kako to meriti oziroma prikazati v poročanju. Torej, marsikdo misli, da je trajnostno poročanje samo prikazovanje določenih kazalnikov v kilogramih, v tonah, v kubičnih metrih in tako naprej, ampak vsi tisti globalno relevantni standardi ali poročevalski okviri, ki so lahko tudi temelj za indekse, recimo na borzah, vključujejo tudi razkrivanje tako imenovanih upravljavskih pristopov. Torej, ne gre samo to, da znamo pomeriti in prikazati v številkah, čeprav je marsikdaj tudi to izziv, ampak gre za to, da znamo definirati naš upravljavski pristop in te ključne vidike, ki so pomembni z vidika konkretno naše branže in našega podjetja. Torej, če pogledamo en tak profil razkrivanja po GRI standardih, vemo, da je eden od najstarejših poročevalskih okvirov, ki je kasneje postal tudi standard in je pač globalno najbolj razširjen. Imamo tako imenovane univerzalne standarde, kjer govorimo ravno o teh ključnih temah, upravljavskih pristopih in segmentih razkrivanja. Potem imamo pa tako imenovana te področni standardi, ki so pa seveda razdeljeni na te 3 segmente: ekonomsko, okoljsko in družbeno področje. Torej, zmeraj se začne pri vrednotah in strategijah in to je nekaj, kar je pomembno, da večkrat presejemo v našem načinu razmišljanja, katerim vrednotam in strategijam sledimo pri upravljanju z materiali in seveda potem z odpadki v celotnem krogu. In začne se zmeraj pri dizajnu izdelka ali storitve, se pravi, ga vidimo v tej fazi, ko ga ustvarjamo in tudi v celotni fazi njegove uporabe, potem podaljševanja njegove življenjske dobe, popravil, ponovne uporabe, skratka vseh teh segmentov, kako podaljšujemo kakovost življenja izdelka in storitve, da potem pridemo do recimo že segmenta reciklaže in koncu življenjskega obdobja. Ključna stvar, kar tudi opažamo pri naši svetovalni praksi, je, da pogosto ni čisto dobre povezave v podjetjih med naročanjem materialov in potem upravljanje z odpadki. Torej, ko sledimo našim vrednotam in strategijam, torej skrbno upravljamo z materiali, že ko so v tej primarni bazi, ko pridejo k nam, se pravi v skladu z našo strategijo kroženja, dizajn, način razmišljanja in to bazično naročilo mora biti skladno potem z celotnim našim krogom upravljanja. Potem razkrivamo upravljavski pristop, torej kaj pri nas pomenijo surovine, katere surovine so za nas sprejemljive, kakšne kakovosti morajo biti, ali sprejemamo tako imenovane deviške primarne surovine, ali imamo politiko sekundarnih surovin, ali morajo biti naše vse surovine te, ki so nizkoogljične, kakšno stopnjo ogljičnosti, reciklabilnosti, ponovne uporabe, skratka iz vseh teh zgornjih kotov že razkrivamo pri naših nabavnih materialih in surovinah. Potem ima pa vsako podjetje seveda specifično branžo in specifičen set svojih izdelkov in storitev, zato je treba potem te upravljavske vidike, te modele prevesti v konkretno luč, konkretno zgodbo vašega podjetja in vaše zgodbe. Potem, ko govorimo o konkretnih kazalnikih, to je pri GRI konkretno to so kazalniki 300, ko govorimo o okoljskem delu, torej materiali, ki jih organizacija uporablja z vidika tudi seveda po vrsti materiala, ampak z vidika potem nadaljnjega upravljanja z temi materiali in seveda nov izziv je, ki ga imamo vedno pred očmi, z vidika ogljičnosti in energetske intenzivnosti. Spodbujena so vsa podjetja, da to razkrivajo bodisi po teži ali po prostornini. Vabljeni smo vsi k razkrivanju, kakšne reciklirane snovi uporabljamo v izdelkih ali storitvah
v odstotkih, se pravi, se vidi, koliko so teh primarnih deviških surovin, koliko so potem te, ki že krožijo v smislu krožnega gospodarstva, in tudi vemo pri določenih surovinah, da je v bistvu ta sekundarna surovina, ki ponovno pokroži, ima bistveno nižji ogljični odtis, kot je ta primarna. Potem je pa poseben kazalnik, ko govorimo o predelanih izdelkih in tudi njihovi embalaži po izdelčnih kategorijah. Seveda zdaj nimamo časa, da bi šli po specifičnih kazalnikih po vsaki branži. Vsaka branža ima celo vrsto svojih specifičnih kazalnikov in zato je pomembno torej, če nimate svojih že definiranih, da pač pogledate po teh suplementih, določenih ali poročevalskih standardih ali okvirih, kako to dela branža, zato da smo pač benchmark tudi primerljivi z konkurenti. Iz materialov torej potem, če preskočimo vse druge faze, pri poročanju pridemo k odpadkom. In znova pri odpadkih najprej razkrivamo upravljavski pristop, torej daleč od tega, da bi bilo dovolj, da pobrskamo neke tabelce, ki smo jih ali poslali podatke ARSU ali izbrani družbi za ravnanje z odpadno embalažo, ampak je treba pač razkriti, pogledati, kako upravlja podjetje, kajti zmeraj je ta, ki je proizvajalec, je ta odgovoren in onesnaževalec plača. Se pravi, ta razširjena proizvajalčeva odgovornost je zmeraj doma pri podjetju samem. In znova potem tudi pri odpadkih razkrijemo ta specifična področja in tema, ki so lastna našemu podjetju. Kakšno podjetje tudi deluje na specifičnem hibridnem področju, ni samo ena vrsta panožne dejavnosti, zato je zelo pomembno, da razkrivamo in tudi modeliramo to unikatnost v ta naš upravljavski model z odpadki. In potem imamo te specifične tudi kazalnike, odpadke, se pravi, odpadke razvrščamo po njihovi vrsti, materialni vrsti, stopnji reciklabilnosti, stopnji energetske intenzivnosti, stopnji ogljičnosti in seveda tudi potem metodi ravnanja z njimi in tudi seveda na koncu z odstranjevanjem. Poseben kazalnik po GRI je prevoz nevarnih odpadkov in na splošno upravljanje z nevarnimi odpadki in seveda vrsta teh specifičnih kazalnikov po vaši branži. Zaključujem z mislijo, da je upravljanje z odpadki nenehen izziv in da ne glede na to, koliko dobrih praks že imamo, je nekaj, kar moramo cilje nenehno zviševati. Kar je večkrat že danes bilo omenjeno, je ravno ta dodatni izziv, da so tudi odpadki v službi razogljičenja, je nekaj, kar je nov izziv, katerega moramo odgovoriti vsi, kajti moramo premisliti ravnanje z snovmi in z odpadki na novo. Vemo pa, da so odpadki tudi ena izmed tistih področij, ki so zelo invazivni v naravnem okolju, ne samo okoli nas na kopnem, ampak tudi v morju in kot vidimo preko podnebnih sprememb tudi v zraku. Tako da vse dobre prakse so več kot dobrodošle. Veselim se vsega, kar bomo danes novega slišali. Verjamem, da se bomo drug drugega inspirirali. V prihodnjih letih pa verjamem, da se bomo veliko novega naučili, kajti razmišljali bomo še veliko bolj celostno, kot verjetno zmoremo danes. In odpadke ne bomo gledali samo take, kot jih vidimo danes, ampak jih bomo gledali kot materiale na začetku in ne samo v snovni obliki, ampak tudi energetski in ogljični. To je pa izziv pred vsemi nami in verjamem, da bomo skupaj še prehodili različna razmišljanja, odkrivali tudi nove dobre pristope in se veselim druženja tudi v prihodnje. Tako da s tem bi pa zaključila in se prav lepo zahvaljujem.